Sem Veronika Strnad in poslušate Radioaktivno. In sem šla, zavita v objeme nežnega srca. Okus je kakor med in pelin, vse imam, kar rabim, a nekaj vleče me daleč stran. Kjer je vlak, tam je pot in tja grem rada potovat. Kjer zvezde sijejo drugače in le mrak vodi me, da sebe bolje grem spoznat. Komu naj zaupam, komu smem, glavi, srcu ali ljudem. Če ne poskusim, nikoli ne izvem, kam pelje me ta pot, zato pustim, da naivna sem. Naivna sem. In sem šla do sreče in do konca čutim, da je prav. V meni plešejo metulji, zdi se, da naslednja postaja usodi šepeta. Komu naj zaupam, komu smem, glavi, srcu ali ljudem. Če ne poskusim, nikoli ne izvem, kam pelje me ta pot, zato pustim, da naivna sem. Naivna sem. Naslednja postaja z istoimenskega albuma Veronike Strnad. Veronika, lepo zdravo, da je Radioaktivno. Dober večer, zdravo. Si nas pripeljala na naslednjo postajo? Ja, pripeljali smo že na 2 naslednji postaji. Prvi promocijski koncert se je zgodil v Ljubljani, v Kazini, jazz klubu. Zelo je bilo lepo, polno, hkrati pa tudi grad Brežice 22. junij, kjer se je zgodil drugi promocijski koncert, druga premiera, tudi krasen koncert. Tako da, evo, 2 naslednji postaji so za mano. Očitno nas pelješ z vlakom. Tako, ja. V bistvu vabim vse poslušalce, da se pridružijo tem potovanju od Slovenije do Amerike. Trenutno je moje življenje v Bostonu, v Ameriki, in zdaj že drugo leto za mano, in v tem času so se zgodile zgodbe, ki sem jih nekako hotela vtisniti v eno zbirko, in tako se je rodila ideja za album in praktično poslušalce peljem skozi 8 postaj, vsaka je ena zgodba, zapisana po moji izkušnji, tako da. Sedaj, če bi pripotovala iz Brežic v Ormož z vlakom, s hitrim vlakom, bi tudi bilo verjetno 8 postaj. Brežic se zdi, da ni možno zagotovo, potem kakšno Celje, Pragersko, Ptuj, Ormož. Ja, bi bilo to nekaj takega, ja. Časovno pa bi vzeli to tako 4 do 5 ur, verjetno. Ali pa mogoče še malo več. V Ameriki pa so drugačne dimenzije, verjetno. Ja, čeprav ravno v Bostonu oni se radi pohvalijo, ker imajo najstarejšo železnico v celi Ameriki, ampak v praksi pa pač to pomeni, da je mogoče še malo počasneje kot slovenske železnice. To spremljam občasno na YouTubeu in vidim, da tam je vse bolj za časom, da o hitrih vlakih lahko samo sanjajo. Ja, tam res, ampak ostale stvari so pa kar v času. Ti nas sicer ne voziš z vlakom, ampak z notami, z glasbo, nisi sprevodnica, si avtorica. Sem avtorica, ampak v tem smislu ob izdaji tega albuma pa
Mogoče tudi sprevodnica, glede na to, da popeljem vse poslušalce skozi moje zgodbe. Kot bomo danes slišali, uspešno voziš. Ja, jaz mislim, da kar trenutno se trudim po svojih najboljših močeh iz te izkušnje, se pravi, študiram na Berklee College of Music v Bostonu in poskušam čim več izvleči iz te izkušnje, se čim več naučiti, čim več ljudi spoznati, tako da se trudim. Album si že napovedovala s singlem, čeprav pa nekaj singlov ni na albumu. V bistvu najprej je izšel Nov dan, to je bil Če prvi pogledamo še malo starejše obdobje, ne vem, Barve, naprimer. Aha, barve so išle kdaj? 2022, nekaj takega. Tako. Barve so išle 2022, ampak jaz sem se odločila, da ne bojo v tem sklopu. Album Naslednja postaja se je res gradil zelo konceptualno, res je zgodba zase, predstavljam res to potovanje od Slovenije do Amerike in tudi tako posebno obdobje, ki me je precej zaznamovalo, tako da sem rekla, da res na novo se spišejo skladbe za ta namen. Pogovor sva pričela z naslovno skladbo Naslednja postaja. Na začetku slišimo, kako pripelje vlak. Tako je, ja. Ideja je bila to, da res damo te tračnice, da takoj poslušalca vržejo v ta moment v okolje. Potem pa pojem o naivnosti, ki jo sicer ljudje jemljemo velikokrat kot nekaj negativnega. V mojem primeru pa je bila na začetku poti, se mi zdi, da to edina sestavina, ki mi je zares pomagala narediti ta korak v neznano in verjeti, da mi življenje ponuja nekaj lepega. Nov dan bo naslednja, tudi drugi singl, s katerim si že najavljala album. Tako, za to pesem smo tudi posneli videospot v Bostonu, tako da vabim tudi vse poslušalce, da grejo na YouTube in si ogledajo videospot. Tisti, ki me dobro poznajo, vejo, da se zelo hitro razveselim majhnih vsakodnevnih stvari in želela sem tem majhnim radostim posvetiti eno pesem iz tega albuma, tako da Nov dan. Je pa to optimistična poletna pesem. Ja, mislim, jaz tudi lahko za sebe rečem, da sem tako, optimistična, pozitivna oseba, tako da mislim, da tudi pesem to nekako izžareva. Prebudi se nov dan, ko ne bo še polno jesen. Vonj pomladi zadiši in metulj na roko prileti. Kam danes me odpeljal bo, vznemirjeno je telo. Neznanosti gledam v oči, a hodim si nasproti. Danes je nov dan, za majhne radosti, zvezda mi na poti. Danes je moj dan, le pusti mi sledi, da najdem jih, ko tema me budi. V noči včeraj spi, delček mene je v preteklosti. O meni ni poznanih dlani in srce grela so mi, kar prinesejo mi te jate ptic. Skrijem sence teh vrstic, najdrobne reči mi zapolnijo dni, da sreča najde me in v meni tli. Danes je nov dan, za majhne
Nov dan Veronike Sternat, s prvenca Naslednja postaja. Bi lahko rekli, da imaš glasbo že zapisano v genih? Ja, lahko bi to rekli. Ja, moja familija res, vsi smo v muziki. Starša sta naju z bratom že v glasbi vzgojila. Mama je dirigentka, vodila je zbor Viva Brežice 32 let. Zdaj je to prevzel moj brat Krištof, ki je skladatelj, poje v zboru Slovenske filharmonije in pa trenutno vodi zbor Viva Brežice. Moj oče Rudolf Gas je pa vsestranski glasbenik, ki je bil tudi glasbeni in mix producent tega albuma. Veliko smo delali nadaljavo, ker pač jaz živim v Bostonu. Praktično polovica albuma se je posnela v Bostonu, polovica tu. Tako da z očetom sva še posebej imela toliko enih videoklicev, sporočil, izmenjav demo posnetkov, tako da nas je v tem obdobju glasba še posebej zbližala. Pomeni, da imaš red in disciplino v glasbi, glede na glasbeno sorodstvo, da tu ni odstopanj. Pa ja, mislim, da smo vsi tako delovni, entuzijastični, res imamo radi glasbo in zato nam tudi ni problem res dati celega sebe v neki izdelek. Tako da ja, mislim, da sem podedovala dobre gene. Veronika, ko si pričela v glasbi, si začela z inštrumenti ali z vokalom? Začela sem z violino pri 6 letih, igrala sem jo 8 let, potem sem pa začela solo petjem, najprej klasično. Itak sem začela kot otrok pet v zborih, potem pri mami, pri zboru, vse skozi osnovno šolo in srednjo šolo pa me je spremljala ljubezen do popa. Po srednji šoli sem šla potem študirati v Celovec, v Avstrijo na jazz vokal, tako da... Sedaj pa si preko luže. Zdaj pa preko luže, tako je. Lahko primerjaš izobraževanje na tej in na drugi strani Atlantika, seveda na področju glasbe? Ja, je precej drugače. Kot prvo, Berklee College of Music je res priznana in zelo ugledna glasbena univerza po celem svetu in ima sistem res dobro narejen, zelo sistematičen je. Kak bi rekla, velike opcije, v katero smer se usmeriš. Mislim, to so take smeri, ki si ponavadi ljudje sploh ne znamo predstavljati, da lahko sploh kaj takega študiraš, ne? Ne vem, najbolj te osnovne so songwriting, pa performance, to tudi jaz študiram, pa produkcija in tako naprej, pol so pa tudi, ne vem, lahko študiraš glasbo za videoigrice, pa mikrotonalnost in tako naprej. Res je tak pester nabor, tako da se mi zdi, da lahko iz univerze povlečeš res tisto specifično smer, ki te zanima. Verjetno to niso samo predavanja od 9. pa do 14. ure. Ne, so kar čez cel dan. Moj dan nekako zgleda tako, da se začne ob 7. zjutraj, potem pa v bistvu traja tudi do 9. zvečer. Potem so še kakšni koncerti v sklopu faksa, ki so seveda super izkušnja. Pridejo res ljudje iz špice glasbene industrije, vse posod iz Amerike, tako da je res neprecenljiva izkušnja. Imaš oziroma boš imela sedaj kaj težav, ker si imigrantka, pod narekovajem povedano? V bistvu nisem imigrantka, sem na študentski vizi, tako da zdaj se je to vse skupaj malo zaostrovalo, ampak ni nobenih problemov. Jaz sem tudi poleti mogla pridobiti novo vizo, tako da vse je bilo v redu, nobenih komplikacij. Dejala si, da je polovica albuma nastala tam? Tako je, ja. Nabrala sem ekipo iz Berkleya. Moram povedati, da smo res krasno sodelovali. V bendu so bili, se pravi, pianist iz Francije, kitarist iz Francije, bobnarka iz Češke in pa basist iz Japonske. Posneli smo 4 skladbe na 2 različnih lokacijah, nekaj na Berkeleyju, nekaj v studiu Chill House v Bostonu. Potem pa smo to vse poslali mojemu očetu v Slovenijo, on je to potem miksal, produciral, potem pa še, ko sem se vrnila, so se pa posnele še ostale stvari. Tako da zasedbo za nastope v tujini že imaš? Ja, lahko bi tako rekli, ja. Smo zelo dobri prijatelji, tako da je dobra ideja. Maske bo 3. po vrsti? Tako. Ja, sam povod za pesem Maske je bilo v bistvu, ko smo snemali videospot za pesem Nov dan, sem jaz nabrala mojo ekipo prijateljev, to so predvsem
Evropejci. In smo mi čez cel dan snemali ta videospot, pridružila se nam je pa tudi moja cimra, ki je pa Bostončanka. In jaz po koncu dneva njo vprašam, kak je bilo, da upam, da je uživala v naši družbi in tako. In ona pravi, ja veš, vi ste taki pristni, direktni, pa mal čudni ljudje, ampak veš, mi smo tudi taki, sam ne v javnosti. In mi je dal to ful misliti in tako sem napisala pesem Maske. Ki so v tem padle. Ja, pri nekaterih ljudeh se pač še držijo. Jaz si zelo želim, da bi te maske in filtri padli, da smo lahko čim bolj pristni ljudje. Jaz to zelo cenim, tako da si želim, da padajo. Živjo, kako si vprašaš in že te več ni. Med zasloni iščeš, kdo bo postal tvoj naslednji junak. Besede v praznini se utapljajo. Presrečni nasmehi svet iluzije prebujajo. Morda nekdo bi ljubil osebo, ki jo skrivaš, ko nisi ti. Umira lepota vsega, kar si. Želim si tvoje čudovitosti in napake, brez igre neiskrene. Želim razumeti tvoje rane. Želim si tvoje čudovitosti in napake, lahko si resnica in izbriše maske. Nabiram resnico, da dojamem ta svet. Kako naj izvem, če jo povoj je objet. Morda nekdo bi ljubil osebo, ki jo skrivaš, ko nisi ti. Umira lepota vsega, kar si. Želim si tvoje čudovitosti in napake, brez igre neiskrene. Želim razumeti tvoje rane. Želim si tvoje čudovitosti in napake, lahko si resnica in izbriše maske. Maske, maske. Želim si tvoje čudovitosti in napake, brez igre neiskrene. Želim razumeti tvoje rane. Želim si tvoje čudovitosti in napake, lahko si resnica in izbriše maske. Naj izbriše maske. Maske, maske. Veronika Strnad z mano v oddaji Radioaktivno. Naslednja postaja je album, ki ga vrtiva. Svoj glasbeni slog si označila kot jazz pop. Ja, nekaj takega, ja. Ni
Težko je sicer opisati, se mi zdi, da je tak žanr, tako da jaz najraje rečem, da pridite na koncert, pa boste vi povedali, kak je to stil, ampak če želimo neko nalepko dati na to glasbo, bi rekla, da je fundament pop, potem pa so te sladkorčki jazza in funka, tako da nekako označujem kot jazz pop. Pomeni, da zraven mešaš tudi druge glasbene žanre. Tako, ja, mislim, sigurno je vpliv jazza, sigurno je vpliv funka, soula, tako da se mi zdi, da se je tako ustvarila neka zmes. Je tudi zraven kaj pridiha popevke? Tudi, popevko imam tudi zelo rada. Mislim, da je najbolj tak popevkast komad Ljubim, pa tudi Bližina. Se mi zdi, da se malo spogledujeta s tem stilom. Ne nazadnje si bila tudi udeleženka slovenske popevke oziroma samo popevke. Tako, ja, leta 2022 sem nastopila z RTV simfoničnim orkestrom, kjer sem prvič predstavila skladbo Ljubim. Bila je čudovita izkušnja in predvsem zelo lepa potrditev zame, kot izvajalko, kot tudi avtorico. In ja, potem pa smo v bistvu ta zgodba Ljubim je še zmeraj zelo aktualna in vse prisotna na moji poti, tako da v bistvu to je bila edina pesem, ki je bila napisana pred samim procesom ustvarjanja albuma. Smo ji pa nadeli malce drugačno preobleko. Z mojim bandom iz Bostona smo majčken en twist naredili, potem pa je še za godalni kvartet, ki smo ga pa posneli v Sloveniji, napisal aranžma moj brat Krištof Strnad. Si članom svoje skupine v Bostonu prevedla vsa besedila v angleščino, da so razumeli, o čem poješ? Nisem jim dejansko čist celega teksta prevedla, sem pa vsakič, preden sem pripeljala komad v studio, sem pa zmeraj povedala, o čem pojem, kakšen vibe. To pa sem jim povedala, ker ja, si potem glasbenik čist drugače predstavlja, ne? Tako da ja. Da ve, kako igrati, da ne bo balade igral popolnoma rockersko. Ja, pa čustva, ne, so potem drugačna. Če imaš neko sliko, predstavo v glavi, kaj se dogaja, so potem tudi čustva preko tipk, preko strun drugačna. Prej smo omenila popevko, katere udeleženka si bila, te mika se prijaviti še na kateri festival v Sloveniji? Me mika, zdaj trenutno je bil cilj album, v njega smo vložili res veliko dela in časa in energije, tako da to je bil zdaj glavni cilj, sigurno se pa bom še prijavila na kakšen festival. Mogoče Melodije morja in sonca, s kako bolj poletno skladbo, naprimer v stilu Novega dneva. Ja, mogoče. Mislim, da so Melodije morja in sonca en krasen festival v Sloveniji, tako da mogoče se tam vidimo. Kaj pa cirkus Ema oziroma Eurosong? Do tam pa še pridemo. Tako daleč pa še ne razmišljam. Kaj ti za tija moraš imeti malo cirkusa? Tako v glasbi, kot besedilu, kot potem v scenskem nastopu. Ja, mislim, da je Eurosong čist zase. Bomo videli, do tam še pridemo. Kaj pa preko luže so to vrstne festivale? Je kar nekaj festivalov, ampak za internacionalne ljudi, sploh za študente, so pravila majčkeno drugačna, tako da je malo teže priti zraven. Tako da mogoče potem, ko že končaš študij in dobiš nek drug status, je potem lažje. Ljubim bo naslednja, dejansko si že omenila. Ja, Ljubim mi je zelo draga skladba. Besedilo je napisal Žan Florjanič Baronik, potem sem ga jaz uglasbila. Dejansko je pesem tako se izlila v parih dnevih. In ja, dajmo poslušati novo preobleko skladbe Ljubim. Ves tvoj svet je utkan v moje sanje, a te misli me love, kam odplul bo najin tih pristan. Bo pomlad ta brez cvetov, moji dvomi zdaj plešajo na vzporednih tirih tvojega neba. Ako dotakneš se mi ti, le ljubim, samo ljubim. Daj, da skrijem se, ne
Ko meni ti zbudiš se, si izberem tvoj vsakdan. Vsaka norost, ki postilja najne poti, bliže k tebi mi pusti. Le strahovi ti zbujajo me iz najnih sladkih iluzij. Ako samo svo v temi le samo ljubim. Daj da skrijem se v najin svet, delček tebe v vsaki pesmi je. Ko objameš me, tebe Ljubim Veronike Strnad z albuma Naslednja postaja. Na album si uvrstila 8 pesmi. Tako je. Ja, nekako, v bistvu, ko sem ustvarjala album, sem si najprej zarisala, kakšne zgodbe bom podelila z ljudmi. In potem iz teh zgodb so pa potem prihajale različne ideje. Ali je bil nek vers, ki mi je dal navdih, ali je bila sama to melodija, kak chord progression in tako naprej. Ampak najprej sem si res to zastavila, kaj želim povedati in deliti z ljudmi. Si vse skupaj zaokrožila kot neko zgodbo od naslednje postaje pa do zadnje vedno bližje sebi? V bistvu je res cela zgodba z glavo in repom. Se pravi, na začetku slišimo te tračnice pri skladbi Naslednja postaja. Tu se začne pot, prva postaja, ne? In pa pripeljemo do zadnje, vedno bližje sebi. Mogoče tam še povem kakšno besedo več o tej pesmi. Ja, ampak kot opažam, zadnje postaje pa še ni. Ja, v bistvu Vedno je naslednja. Tako je zadnja skladba, ni pa zadnja postaja. Ker naslednja postaja ni cilj, ampak je utrinek iz premikajočega se vlaka življenja. Tako da definitivno ni to moja zadnja postaja, jih boste verjetno še kar nekaj slišali. Tako da ja, je tak v bistvu odprt konec. Pripeljemo pa do tega posebnega trenutka spokojnosti, ki je bil tudi zelo pomemben in ključen trenutek pri meni, sprijaznjenje z realnostjo in tako naprej. Bom povedala še kakšno besedo več, ko prideva do tam. Avtorica vsega si ti, tako glasbe kot besedil? Ne čisto vsega, pri večino komadih sem pisala glasbo in besedilo, ampak smo tudi sodelovali, se pravi z Žanom Florjanič Baronikom kot avtorjem besedila, potem Adriana Jelen in Rok Vilčnik pri besedilih. S prvim komadom sva skupaj pisali s Klaro Vetršek, mojo prijateljico iz Celovca. Potem pa pri zadnji skladbi je besedilo napisala Zala Đurić, uglasbil ga je moj brat Krištof, aranžmaje pa smo ustvarjali, se pravi moja malenkost, moj oče Rudolf Gas in pa moj brat Krištof.
Besedila so v slovenščini, zanimivo, da te na drugi strani Atlantika v Bostonu nič ni povleklo v angleščino. Ja, rekla sem, da si prvi album podarim v svojem maternem jeziku in tudi mogoče pač nek prispevek slovenski glasbeni sceni. Vsi nekako želim tudi biti prisotna tu v Sloveniji, mi to veliko pomeni. Definitivno se pa tudi že snujejo novi projekti, ki pa bojo tudi nekako obsegali malo širši trg. Mora biti kot zaključno delo študija album? V bistvu je pri mojem programu sam zaključni projekt precej odprta zadeva. So neke smernice, ampak recimo lahko je album, lahko je turneja, odvisno tudi pač v kateri smeri si, ampak jaz se tudi prizadevam. No, mislim, zelo je fajn, če je nek deadline, ne? Ker te to potem še dodatno je taken push, da pripelješ stvari, ustvarjalni proces čim prej do nekega zaključka, tako da si tudi prizadevam, da ob koncu mojega študija pride še nek nov izdelek. Zanimivo bi bilo, da zaključiš z albumom v slovenskem jeziku. V Bostonu, na Berkeleyju. Ja, bomo videli. Me zanima odziv profesorjev. Vsaj ena skladba bi mogla biti, ne, v slovenščini, ker mislim, je to zelo posebno, ne, da ima samo 2 milijona ljudi svoj jezik. To je velika posebnost, tako da mogoče pa res. Naslednja, Kot neon, tudi aktualni singl, ki je najavil tvoj prvenec. Tako, Kot neon je še ena taka pozitivna skladba. V mojih prvih mesecih življenja v Bostonu je mene spremljala ena taka velika želja po zajemanju življenja s polno žlico in v meni je bil en tak zagon in sem rekla, da tudi temu občutku posvetim eno skladbo. K sodelovanju sem povabila Adriano Jelen, Brežičanko in pa Roka Vilčnika, ki sta skupaj ustvarila besedilo. Potem sem jaz to uglasbila, potem sva se pa nadaljavo s svojim očetom Rudolfom lotila aranžmaja, potem se začelo snemanje in vsi videoklici, sporočila in tako naprej. Je v Bostonu še vedno veliko neonskih luči po izložbah? Neonskih luči? Tisto ameriško kičasto, mislim. Ja, je kdaj pa kdaj, majčken kiča, ja. Je pa ta neonska luč v bistvu simbol nekega notranjega žara, ki nas pelje naprej in meni osebno, ne glede na to, koliko neznane in neprevidljive poti so, mi ta zagon omogoča, da jih tako izkusim z enim zanosom. Dviga mi jadra, veter kliče moje ime, ne ozrem se, ko valovi nosijo me, naj zasijejo mi krila, ljubezen jih je pritrdila, koža polna soli. Sonce se v dan preliva, v globini mirno spiva, a v srcu bor šumi. Kot neon se prižgem, na elektrena sem, čudim, ko v meni zagori. Ne ugašaj me, zasidraj me v srce, vsak korak spreminja se v zvezdni prav. Slepečih luči v neznano, vse dokler ne boje z mano, ne skrbi. Kot neon se prižgem, na elektrena sem, čudim, ko v meni zagori. Ne ugašaj me, zasidraj me v srce, vsak korak spreminja se v zvezdni prah in pada na ljudi.
Kot Neon Veronike Strnad z albuma Naslednja postaja, glasba oziroma album je šel samo v digitalni obliki. Tako, v bistvu, ja, na vseh platformah je zdaj na voljo, smo pa izdelali tudi booklet oziroma knjižico, notri je QR koda, ki pripelje do različnih platform, potem pa so notri tudi, se pravi, zbirka vseh besedil, tudi slike iz postaje v Bostonu, na koncu tudi vsa ustvarjalna ekipa, tako da to je naš izdelek. Ko bom naslednjič potoval z vlakom, sicer to zelo redko, bom vzel to knjižico zraven pa pokazal sprevodnici oziroma sprevodniku. Ja, Ker piše, tvoja glasbena vozovnica do 8 postaj, potuj z mamo. Tako, in že tu povabimo ljudi, da se pridružijo potovanju. Na naslovnici potem si ti, kot si dejala, v Bostonu. Tako, z mojim prijateljem, Venezuelcem Cezarjem sva šla na železniško oziroma podzemno postajo in tu naredila par slik, tako da je čim bolj pristno in avtentično. Poleg tega pa si pripravila še razglednice. Ustvarili smo 3 različne take retro, funky razglednice. Vsaka ima svojo ilustracijo z enim verzom. Ta verz deluje tako kot nek splošni življenjski quote, hkrati je pa povezava do moje glasbe, ker je to verz iz enega mojega komada. Tako da pač funkcija razglednice lahko pač komorkoli pošleš, hkrati je pa lahko tudi kot recimo nek okras na hladilniku ali pa kjerkoli že. Veronika, povleci eno, da vidim, kateri verz te spremlja danes. Da vidimo, kam danes me odpeljal bo. V Ormož te je pripeljalo. Ja, v Ormož. Pa še eno zadeva je, da ne bi bili boso nogi, imaš tudi nogavice. Tako, nogavičke, da spremljajo tudi vse poslušalce po njihovih naslednjih postajah. Vsak ima neke svoje življenjske prelomnice, tako da nogavičke v zeleni barvi, unisex, one size, za vse. Odziv na album je že kaj? Odzivov je že kar nekaj in res sem zelo presrečna, da so tako topli. Ja, mislim, to je največje darilo, ne? Da potem dobiš lepe odzive, da so komadi ljudem všeč pri srcu, da se lahko povežejo, poistovetijo z njimi. To je najlepše, ne? Zato ustvarjamo. Kaj pa od sošolcev in profesorjev? Ja, zdaj je to zelo frišno zunaj, ne? Tako da nisem... Ampak splet prenese vse, pa je v vsakem trenutku dosegljivo kjerkoli po svetu. Ja. So se že nekateri oglasili. Ja, mislim... To je bil kar veliki korak, ta cel album, tako da vsi glasbeniki, profesorji vejo, koliko enega dela in truda je v zadnji takšnega izdelka, tako da so seveda veseli in ponosni. Drugače pa več informacij o tebi sproti na družabnih omrežjih. Tako, lahko mi sledite na Instagramu, tam sem še posebej aktivna, sicer pa tudi Facebook, Veronika Strnad, na Instagramu Veronika Music. Zdaj prihajajo tudi novi datumi za poletno turnejo, naša prva poletna turneja z mojim bendom, tako da za vse datume mi sledite. Nam najbližje pa mislim, da si kmalu v Murski Soboti. Tako, se pravi, čez nekaj dni, 11. julija smo na Sovoškem poletju v Murski Soboti, tako da vsi zelo lepo vabljeni. Tudi tam bomo predstavili ves merch, tako da pridite na to potovanje, glasbeno potovanje in pa prejmete tudi en fizičen spominek. Če bo koga zeblo, si mora obvezno kupiti nogavice. Tako. Naslednja bo Bližina. Bližina je meni zelo ljub in drag komad. Kaj pa vem, pri tem komadu ne bi kaj preveč zgubljala besed, ker se mi zdi, da zase vse govori. Iz mene se je tako zelo hiter izliv in je v takšni obliki, kot sem si čist na začetku zamislila, tista prva ideja. Posneli smo ga v Bostonu, končali v Sloveniji, tako da poslušajmo. Sveče še gorijo od včerajšnje noči, topla dlan prebuja me, obstajava le jaz in ti, srečna ob tebi,
Če nisi sam, vse manj boli. Besede v dvojini, toplejši imajo zven. Če nisi sam, skrbi so lažje in svetu počasni se, ko prisloniš srce na srce. Pri tebi se že dela dan, pri meni pa ugaša. Zdaj, ko se zazre nebo, spomine le prinaša. Soncu pošljem poljub, naj zjutraj te poboža, da bi se še spomnil, kako lepo je. Če nisi sam, vse manj boli. Besede v dvojini, toplejši imajo zven. Če nisi sam, skrbi so lažje in svetu počasni se, ko prisloniš srce na srce. Bližina je tiha, beseda enostavna, da jo srečam, šla bom spat še 112 krat. Če nisi sam, vse manj boli. Besede v dvojini, toplejši imajo zven. Če nisi sam, skrbi so lažje in svetu počasni se, ko prisloniš srce na srce. Veronika Strnad z mano v oddaji Radioaktivno, naslednja postaja je album, ki ga predstavljava. Prej si že omenila, da je nekaj promocijskih koncertov že za tabo. Je publika navdušena pod in pred odrom? Tako, 2 promocijska koncerta sta že za nami. Prvi se je zgodil 17. junija v Jazz klubu Kazina, potem naslednji 22. junija v Brežicah. Zelo sem presrečna, da je bila Kazina polna. To je bil moj prvi samostojni projekt v Ljubljani in res sem vesela, da se je toliko ljudi nabralo. Bi rekla, da iz izrazov na njihovih obrazih so bili zadovoljni in jim je bilo všeč, prav tako v Brežicah. Tako da sem vesela, no, res sem vesela, pač to je darilo ob koncu izdaje albuma. Kako pa si sestavila spremljevalno skupino?
Spremljevalno skupino zdaj že ustvarjamo 3. leto, to je naš 4. projekt skupaj. Nekaj sem izpoznala v času študija v Celovcu, nekaj že odprej. Tudi med sabo so se že tako malo spoznali, ampak sem zelo vesela. Smo super prijatelji in vsi so izjemni glasbeniki, tako da je užitek z njimi delati. Veronika, sedaj, ko ustvarjaš na obeh straneh Atlantika, kako gledaš na slovensko glasbeno sceno? Ko si doma, pa takrat, ko si na drugi strani? Ja, zanimivo je, kako se povežeš s slovensko glasbo, ko si enkrat tam, ne? Ko malo pogrešaš to domače okolje, si velikrat zavrtim slovensko glasbo. Tudi svojim prijateljem pokažem, tako da kdaj pa kdaj res kar malo pogrešam. Hkrati pa, mislim, v Bostonu je res živi glasba in tam je doma jazz, tam je doma v bistvu vse, ne? Vse se je rodilo iz bluza, karkoli od teh sedanjih stilov poznamo, tako da tam je res krasna glasba in navdihujoča, tako da probam počrpati čim več, kar se da. In kje je slovenska glasba? Ja, odvisno. Mislim, imamo zelo kvalitetne stvari. Si želim, da stremimo pač k čim boljšim zgodbam, k čim bolj iskrenim zgodbam, iskrenim čustvom, pač to na koncu pride, se mi zdi, da do src ljudi. Sem pa tudi vesela, v kakšno smer se trenutna mlajša glasbena scena odvija od vseh teh bendov, Jokera, od Kokosi, Murphy in tako naprej. Se mi zdi, da je tle se kaže ena lepa in svetla pot. Kako pa te nagovarja umetna inteligenca? Ali ti njo nagovarjaš? Ja, to pa je debata za sebe, to bi se pa lahko pogovarjali par ur. Ja, kaj ne rečem, ne vem. Jaz se osebno pri glasbi in samem ustvarjanju temu kar izogibam, ker je pač res toliko dober pripomoček, da te lahko zelo hitro noter potegne in se mi zdi, da potem počasi ta človeška kreativnost začne umirati. Tako da jaz se probam tem izogibati. Pomaga kdaj pa kdaj, ne? Ampak se mi zdi, da sploh v glasbeni industriji je to kar mal postaja scary. Jaz jo umetno inteligenco namreč pri pripravi intervjujev kdaj pa kdaj poprašam tudi o glasbenikih, s katerimi se pogovarjam. Tudi o tebi sem malo poizvedel, poznate. Aha, me? Te. In vprašam tudi, katere so najpopularnejše skladbe izvajalca, s katerim se pogovarjam. In kaj misliš, da Copilot odgovori na vprašanje, katere so najpopularnejše skladbe Veronike Strnad? Kaj pa vem? Kaj bi rekla? Ljubim? Mogoče zaradi popevke? Še kakšno? Mogoče Nov dan, ker je lani išla. Kaj pa vem? Ne vem, kaj je rekel gospod ChatGPT? Copilot je odgovoril naslednje. Kot neon, energičen singl z nalezljivim ritmom, ki izstopa kot eden glavnih adutov njenega debitanskega albuma, naslednja postaja. Okay. Potem Nov dan, optimistična skladba, ki je prejela veliko pozornosti na spletnih platformah. Tretja je Ljubim, čutna balada, s katere je nastopila na popevki 2022. Potem pa našteje še skoraj vse skladbe z albuma. Maske, bližina, pisma sebe, naslednja postaja. Potem pa izpostavi še 2, Zrelo je žito, kot priredbo. Aha, okej. Pa potem glavno, Da sva jaz in ti, ki pa jo poje skupaj z očetom. Tako, ja. To je pa tudi duet. Ki ga ni na albumu. Ki ga ni na albumu, ne, je zgodba za sebe. Mogoče pa bo ta skladba na očetovem albumu. Bomo videli. Zdaj je tudi oče, res je izlil ogromno energije in svoje duše v ta album, tudi na stran porinil kakšen svoj osebni projekt, tako da sem hvaležna za njegov čas in v bistvu za predanost vseh ljudi iz moje ekipe, da so vtisnili svoj pečat v to zgodbo. Predzadnja bo Pismo sebi. Pismo sebi sem pa v bistvu napisala za vse ljudi v svojih 20-ih, ali pa vsaj približno v 20-ih. Jaz ne vem, kako se drugi počutijo, ampak mislim, da nisem edina. Ker se počutim, da moram v tem obdobju vse sprobati, vse dati od sebe. Hkrati vsi ljudje govorijo, ja, študentsko obdobje je tako posebno, pa vzemi si čas, pa uživaj, pa tako, ampak v bistvu te skozi neki preganja, ampak v bistvu ne veš zakaj, ker si še mlad, ampak se staraš. Skratka, ta konflikt imaš skozi sam sabo in potem sem jaz napisala pismo sebi, ki v refrenu pravi: življenje je lepo in časa dovolj, da diham sedanjost, uživam seboj.
življenje je lepo in časa dovolj. Kdaj bom svobodna, če ne zdaj, potem nikoli. Tako da to je moje pismo sebi. Planiranje prihodnosti v zadnjih časih postal je moj nov hobi. Poskušam izvedeti, kaj bom in kje bom in s kom čez mnoga leta. Ne upam verjeti, da še preden poskusim ne rabim plana B. Zato imam debate s steno v svoji sobi skoraj vsak večer. Zdaj ozrem se nazaj, list obrnem na prazno stran. Življenje je lepo in časa dovolj, da diham sedanjost, uživam seboj. Življenje je lepo in časa dovolj. Kdaj bom svobodna, če ne zdaj, potem nikoli. Napišem pismo sebi. Rekla sem si, čas je, da dam vse od sebe, ker sem še mlada, a včasih živela bile mirne dni in vzela si več časa zase, a ne preveč. Do cilja je še daleč in mudi se na pot do željene verzije sebe. Ker čas me preganja, pa ne vem zakaj, šele 23 jih imam. Zdaj ozrem se nazaj, list obrnem na prazno stran. Življenje je lepo in časa dovolj, da diham sedanjost, uživam seboj. Življenje je lepo in časa dovolj. Kdaj bom svobodna, če ne zdaj, potem nikoli. Napišem pismo sebi. Pismo sebi. Pismo sebi in Veronika Strnad, kdaj si zadnjič napisala pismo na roko ali si ga sploh? Po mojem, kakšno leto nazaj. Ne vem, oziroma, ko sem pošiljala, dobro, ni bilo glih pismo, ampak je bila razglednica. Poslala sem svojim bližnjim prijateljem in tudi tako še kakšnim glasbenikom razglednico kot povabilo na moja 2 promocijska koncerta, ker mi je všeč ta nek fizičen, se pravi, da je nekaj otipljivega, da je tako beseda napisana. Glede na to, da imaš svoje razglednice, nimaš težav z izbiro v kakih trafikah ali pa turističnih krajih, da bi izbrala kateri motiv kraja? Ja, mi kar hitro pade v oči.
Album je svež, sedaj je intenzivna promocija, kot smo že omenila, nam najbližje kmalu, Murske Sobote. Tako, 11. avgust nastopamo z mojim bendom na odru Soboškega poletja v Murski Soboti, tako da vabim vse poslušalce, da se nam pridružijo. Bo še katera skladba izpostavljena kot singel z naslednje postaje? Kot glavni predstavni singel te plate je pesem Naslednja postaja, za katero smo tudi posneli videospot, v bistvu združenje iz studia iz Slovenije in pa iz Bostona, tako da ta je glavni singel tega albuma. Kdaj uradno izide? Je že šel, se pravi isti dan, kot cela plata, 16. junija je izšla tudi pesem z videospotom. Idej za nove skladbe že imaš? Ja, v bistvu se je že nekaj nabralo, ja, nekaj novih idej, ampak zdaj se mi zdi, da moram iti na en tak nekreativni dopust, da malo spet pride ustvarjalnost in da se kreativa spet malo napolni. Tako da zdaj najprej bo to poletje, sicer bomo predstavljali album po različnih krajih po Sloveniji, ampak mislim, da rabim en tak ustvarjalni break. In potem, ko boš zopet odletela v Boston, boš po video klicu poklicala očeta in mu rekla, imam novo skladbo, produciraj. Se zna zgoditi, ne? Še eno vertivo za konec, to bo skladba Vedno bližje sebi. Skladba Vedno bližje sebi mi je tako na posebnem mestu v srcu. Besedilo je napisala Zala Đurić, uglasbil ga je moj brat Krištof, za njega tudi napisal aranžma v sodelovanju z mojim očetom Rudolfom. Je pa posebna skladba zato, ker opisuje zgodbo, ki je bila tako ključna na moji poti v teh 2 letih. Naj povem, da ko sem zvedla, da se bom preselila v Ameriko, prišla je pač takšna ponudba oziroma priložnost, ki se mi zdi, da pride enkrat v življenju in sem se odločila, da jo zagrabim. In nisem si hotela dati prevelikega bremena nase in pač nisem hotela biti, zdaj se pa jaz selim, čau Slovenija, pač adijo, to je to, ne. Ampak sem vzela to obdobje tako kot neko probno in sem si mislila, sej verjetno bom še v kratkem času prišla nazaj, ampak jaz pridem tam in ugotovim, da mi okolje precej ustreza in da verjetno bom ostala tam kar nekaj časa. Pol je pa prišlo to nekako za mano, da sem v Sloveniji pustila praktično družino, prijatelje, odnose, faks, dom in potem sem prišla do tega trenutka realizacije. Zgodbo oziroma cel album pripeljemo do trenutka sprijaznjenosti z minljivostjo. Ne minejo pač sam dnevi ali pa odnosi, ampak v nekem trenutku se tudi realnost prelevi v spomine in nastane nova realnost in v tej novi realnosti tudi spoznaš novo verzijo sebe, stari pa nekako pomahaš v slovo. Tako da do tega trenutka miru in spokojnosti s to minljivostjo pripeljemo album. In jaz zdaj živim v miru s tem, hkrati se pa zahvaljujem vam, Boštjan, in pa vsem poslušalcev, da ste z mano potovali skozi teh 8 postaj in upam, da potujemo še naprej skupaj. Veronika, hvala, da si se oglasila v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delovno naprej. Ja, hvala lepa, sem zelo počaščena, da sem imela priložnost predstaviti svoje delo širši publiki, tako da hvala lepa za gostovanje. Poletje se je prehitro končalo. Dvignjene glave, razprla krila. V strahu, da sebe bo izgubila. Letela je na neko drugo obalo. Težkih misli težko
minljivost me več ne plaši, počivam v ljubezni, tla me podpirajo in čuva nebo. Minljivost me več ne plaši, počivam v ljubezni, tla me podpirajo, tu je moj dom. Sem Veronika Strnad in poslušate Radio Aktivno.